Torej, znanstvena monografija Slišati tišino nas popelje v zgodbo treh sorodstveno povezanih družin, Oblak, Dobovišek in Konte, ter s pomočjo njihovih osebnih usod pripoveduje zgodovino preteklih 150 let na ozemljih nekdanjih Avstro-Ogrske monarhije in Jugoslavije. Pripoved nudi vpogled v to, kako so velike zgodovinske sile oblikovale zasebno življenje in obratno, kako so družine s svojim delovanjem soustvarjale svet okoli sebe. Podrobneje se posveča tistim družbeno-zgodovinskim kontekstom povezanimi z družinami, ki so bili do sedaj skromneje naslovljeni v slovenski historiografiji, kot na primer transformacija Bosne in Hercegovine na prelomu 19. in 20. stoletja in pa ženske pionirke v poklicih, ki so v začetku 20. stoletja veljali za pretežno moške, kot je na primer gradbeništvo. Ob tem pa knjiga ne beži pred temnimi platmi zgodovine, kot so bili zapori, taborišča, politični pregoni, izguba otrok ter travme kot posledice vojnih spopadov. Monografija je na pobudo družine nastala na podlagi obsežnega arhivskega in terenskega raziskovanja ter več kot 80 intervjujev s sorodniki, pričevalci in strokovnjaki, ki zajemajo več kot 20 ur posnetega gradiva. Raziskovanje je poleg Slovenije zajelo tudi Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Avstrijo ter s pomočjo digitalnih tehnologij tudi Nemčijo, Norveško, Avstralijo in Združene države Amerike, kjer še danes živijo potomci družin. Posebnost monografije je, da zajema daljše časovno obdobje, stoletja in pol, da podrobneje obravnava več kot 30 oseb in je hkrati tudi podlaga romanu oziroma literarizirani pripovedi, ki nastaja v družinah. Knjiga je zasnovana v treh nivojih. Prvi je besedilo, ki kronološko umeščeno v vsakokratni družbeni zgodovinski kontekst predstavlja tri družine, v ospredje pa postavlja pionirske osebnosti. Avgustin Oblak, s katerim začenjamo pripoved, je bil v Bosni in Hercegovini sodnik v procesu povezanim z gibanjem Mlada Bosna. Marinka Oblak, prva smučarka v Bosni in Hercegovini. Sonja Lapajne Oblak, prva gradbena inženirka in urbanistka pri nas. Njena svakinja Nedeljka Dobovišek, prva kulturno-geodetska inženirka. Ivan Konte, pionir vzpostavljanja radarske službe v nekdanji Jugoslaviji in uvedbe audiovizualne metode učenja tujih jezikov pri nas, njegov brat Vili Konte pa je ena najvidnejših osebnosti komunističnega gibanja med obema vojnama. Drugi nivo pripovedi je bogato slikovno gradivo, ki zajema izbrane fotografije pretežno iz zasebnih arhivov in dokumente. Tretji nivo pa so izseki oziroma citati iz pogovorov in zbranega gradiva. Oblikovanje knjige je delo mladega oblikovalca Domna Jermenca. Naslov monografije Slišati tišino opozarja na tišino, ki jo je bilo treba slišati tako v pogovorih s pričevalci kot v ohranjenem gradivu. Na ta način se je razkrival tudi mehanizem povojnega molka, ki ga je poganjal bodisi strah pred represijo, zanikanje kot strategija preživetja ali pa nerazrešena bolečina, ki se prenaša skozi generacije. Slednje tematizira tudi spremna beseda dr. Katarine Kompan-Erzar. Zato je eden od namenov monografije tudi ta, da deluje kot spodbuda potomcem prenekatere družine, ki se je v preteklem stoletju na koordinatah nekdanjih dveh držav spopadala s podobnimi izzivi, da samozavestno spregovori o svoji preteklosti.